Lepo pozdravljeni. Poletnih počitnic je konec in danes so učenci in dijaki znova sedli v šolske klopi. Bili smo na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško. Poglejmo, kako je prvi šolski dan potekal pri njih. Takole so na prvi šolski dan v šolo prihajali krški prvošolci. Nekoliko zadržani, a v pričakovanju, da spoznajo sošolce, so opazovali okolico pred vhodom v telovadnico. Se veseliš? Ja, Česa se najbolj veseliš? šole. Česa pisanja, računanja, novih prijateljev? Ja, Nakupili smo šolske potrebščine, malo smo se pogovarjali o šoli, kako bo, pa tudi o poteku prvega šolskega dne in tako naprej. dobro sem se pripravila. Imaš Nič. šolske potrebščine? Ja, Kaj vse imaš? zvezke, mapo, peresnico, pa še torbo, pa copate, nič druga. Poskušali smo prikazati šolo kar se da pozitivno, tako da se veselimo zdaj že v bistvu od konca vrtca, kar je že od začetka letošnjega leta, ne, zaradi teh razmer. In mislim, da bo odlično. Ker je prehod iz vrtca v šolo zelo vznemirljiv, pa tudi stresen, so zanje na osnovni šoli Jurija Dalmatina tudi letos pripravili poseben sprejem. Odločili smo se, da pridejo vsi. Vsak oddelek ima svoj vhod, prihoda in odhoda, vsak oddelek bo imel svoj prostor, kjer bodo lahko skupaj učenci in starši. Zdelo se nam je pomembno, da na ta dan povabimo tudi starše, ker je tudi za njih to poseben dogodek in z ukrepi, ki smo jih pripravili in verjamem, da jih bomo vsi skupaj spoštovali, nam je to tudi uspelo. Priprave na 1. september so po vseh šolah potekale v znamenju preprečevanja okužb širjenja novega koronavirusa. O novih ukrepih in priporočilih ravnateljica pravi, da jih bodo na šoli v največji možni meri spoštovali. Pri sami organizaciji dela bo to tudi zelo težko, opozarja. Smo velika šola, ministrstvo nam pri tem ni dodalo dodatnih ur sistemizacije dela in pa dodatnih prostorov, pač naredili smo tako, kot bi sicer naredili organizacijo dela. Učni proces bo potekal, kot smo ga načrtovali, vendar vsemi temi ukrepi, ki jih bomo kolikor se da tudi upoštevali in spoštovali. In kaj glede priporočil in ukrepov menijo starši? Na naši šoli Krški smo zdaj kar zadovoljni, no? Tako da za prvošolčke so malo blažji in smo veseli, da je tako. Glede mask je, pač se mi ne zdi primerno za male, tako da upam, da jih ne bo potrebno. Drugače oddajanje pri vratih niti se mi ne zdi tako problematično, pač ne vodi do učilnice, druga pa upam, da mask ne bo. Upamo, da ostanemo vsi skupaj na šoli čim dlje. To pa je seveda odvisno v veliki meri tudi od nas, kako bomo spoštovali vse ukrepe, kako bomo spoštovali vse naše dogovore in kakšna bo pač slika. Želimo pa, da ne bi bilo modela C, modela D in pa vseh ostalih podmodelov, v katerih bi bilo možno, da tudi nadaljujemo pouk. Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško v letošnjem šolskem letu obiskuje 792 učencev, od tega je 87 prvošolcev. V celotni krški občini pa je v novem šolskem letu v šolskih klopeh 2580 otrok. Kar je sicer nekaj malega več kot lanskem letu, pač odvisno od števila rojstev, migracij in podobno. Prvošolcev je pa 280 oziroma skoraj da 290, tako da jih je malenkost manj kot lansko leto. Župan je prvošolcem ob novem šolskem letu zaželel predvsem veliko zabavnega učenja. Poleg osnovne šole Jurija Dalmatina v občini Krško sicer deluje še 7 osnovnih šol. Močno neurje je v nedeljo popoldne zajelo občini Sevnica in Radeče. Škoda je ogromna, toča je v le nekaj minutah uničila poljščine ter poškodovala ostrešja, fasade, okna in avtomobile. 10 minut, pa se je potemnelo in je že padalo. Ne bom mislila, da so otroci, pa da se igrajo, ki tolkli gor po streh. Pa le pogledam, pa vidim, da je toča taka, ko je. Nisem kaj tazga še videla. Pojasnjuje Silva Fon z Brega, ki je neurje z močnim vetrom odneslo streho na Gospodarskem poslopju. Tukaj vse strehe na njivu, vinograd, vse je sipalo. Stanje se dan po neurju še ni normaliziralo, gasilci so imeli polne roke dela. Včeraj je bilo na terenu 156 gasilcev,
iz 14 gasilskih društev, danes pa trenutno na terenu od zdaj naprej 44 gasilcev z 8 gasilskih društev. Imamo še kar nekaj objektov za pokriti, večinoma so to gospodarski objekti, nekaj hiše, kar smo včeraj pa večinoma se pač fokusirali dejansko na stanovanjske objekte, da smo jih zaščitili nekaj s folijo, nekaj pa tudi pokrili z sami strešniki. Precej škode je utrpela tudi šola v Loki pri Zidanem mostu in gasilski dom na Bregu. Tako sami vidite, tle smo ob streho na gasilskem domu na Bregu in bomo imeli kar nekaj zalogaja tudi, da bomo sami tole probali sanirati. Škode na objektu je za več kot 10 000 evrov. Tode pa so posnetki z Razborja. Močan veter je med drugim odkril streho tamkajšnje cerkve. Streho in okna na oni strani vsa. Tole, kar vidite sedaj, je priletelo iz cerkvene strehe na tale objekt. To je nekje približno 50-60 metrov daljave, ne? In mi je razbilo vse to streho, ne? Pa če pogledate, kak tramovje je to, ne? Kaj se vem, toliko zaenkrat, ne? Bilo je pa pokrito lansko leto tole, vse uničeno. In še ta tram je zlomilo. Našemu sogovorniku neurje ni poškodovalo le strehe, ampak tudi uničilo kozolec. Krajani česa takega ne pomnijo. To še ni bilo na razboju. Ne pomnite kaj? Ne. Bila je toča pred leti, ne? Sam ni bilo pa tako neurje, to je bil taki pompomno. Toča pa ni poškodovala le objektov, ampak tudi kmetijske površine. Ja, v glavnem je šlo vse. Za leto smo zaključili s tem. Škoda toliko. Samatra pa po 5 minutah in ne vem. Groza. Kitajska 6, ne vem, pa sem že nekaj stara. Finančne ocene škode v Sevnici še nimajo, a je ta zagotovo velika. Popisne komisije ocenjujejo škodo, nekako beležijo, evidentirajo vso škodo, zagotovo bo pa šla preko 1 milijon evrov in več na celotnem tem območju, kajti moramo izpostaviti tudi kmetijske površine, veliko je teh kmetijskih površin, poljščin, zelo majhen delež pa je zaščiten s protitočno mrežo, predvsem sadovnjaki, ostalo pa je povsem uničeno, tako v sadovnjakih, vinogradih, kot tudi na poljih. Močno neurje s točo je zajelo tudi občino Radeče. Razkrivalo je hiše, poškodovalo stekla in avtomobile, uničilo poljščine. Cirka 25 intervencij so imeli gasilci, glede na to, da kolikor sem tudi sami na terenu in moji sodelavci, veliko se ljudje sami računam, da je nekje okrog 50 hiš razkritih, pa tudi cenimo, da okrog 500 avtov poškodovanih, pa marsikatero steklo. Kmetijski objekti, kmetijska polja praktično pridelkov ni na nekaterih področjih, tako da kar hudo nas je prizadelo. V nedeljo in ponedeljek je pri odstranjevanju posledic sodelovalo približno 80 gasilcev iz vseh 4 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Radeče, pomagali so tudi gasilci iz Zidanega mosta. Škoda bo tudi tukaj velika, po prvih ocenah bi ta lahko znašala dober 1,5 milijona. Tako radeški kot sevniški župan računata, da bo država priskočila na pomoč. Gradbena dela na izgradnji prizidka k Valvazorjevi knjižnici v starem mestnem jedru Krškega napredujejo. Gradbena jama je izkopana, dela po besedah sogovornikov potekajo skladno s terminskim planom. Stroji na lokaciji prizidka k Valvazorjevi knjižnici Krško že brnijo. Dela potekajo skladno s terminskim planom. Po besedah krškega župana se trenutno izvaja najbolj zahtevna faza, in sicer priprava za umestitev kletnih prostorov. Mislim, da so trenutno gradbinci že na najnižji točki in počasi zaključujejo ta del, seveda pa je potrebno narediti vodotesno skledo, ki bo potem tudi kasneje lahko služila temu namenu in preprečevala dotok talne vode. V Valvazorjevi knjižnici Krško smo res zelo veseli, da je gradnja prizidka se začela. To je pač plod naših dolgoletnih prizadevanj o tem, ko smo ves čas govorili, da potrebujemo novo knjižnico, in zdaj smo res veseli, da bo to postala realnost.
Veseli smo, da ta prva faza zaenkrat poteka v skladu z načrtovanjem in ne glede na to, kaj se vse to leto dogajalo, da dela potekajo in da zaenkrat res kaže, da bomo nov prizidek dobili leta 2022. Celotna gradnja obsega 2 fazi. Torej v tej fazi, ki bo stala nekje okrog 4,4 milijona gradbeno-obrtniška dela, bomo dobili prizidek k temu objektu. Ta objekt bo nekje obsegal 1600 kvadratnih metrov. V naslednji fazi pa je potrebno izvesti še adaptacijo obstoječega samostana in ga pa zapravo usposobiti in renovirati, da bo lahko noter delovala knjižnica in seveda tudi tiste prostore, ki smo jih naknadno pridobili, urediti, tako da bomo imeli potem celotno knjižnico nekje do leta 2023 tudi dokončano. Skozi vsa leta se je knjižnica načrtovala kot enovita, se pravi, da tako samostan kot prizidek skupaj delujeta v polnem obsegu in lahko šele takrat ponudimo vse, kar si želimo, da bi naša sodobna nova knjižnica ponujala. Velika prednost tega, da se gradi prizidek knjižnice, ki bo skoraj v celoti namenjen uporabnikom, je ta, da bodo v Krškem znova pričeli delovati na eni lokaciji, poudarja Lobnikar Paunovičeva. Kar pomeni, da bodo odrasli in otroški uporabniki lahko prišli skozi en vhod in se potem razbežali po knjižnici in šli v tisti del knjižnice, ki bo njim najbližje. Se pravi, otroci se bodo šli verjetno kaj igrati, odrasli bodo pobrskali ali po časopisih ali po kakšnih naših napravah, ki jih načrtujemo, ali se usedli v čitalnico ali pa si šli enostavno zbrati kakšne romane. Kljub temu, da v neposredni bližini potekajo dela, je obisk knjižnice v tem času zelo dober. Obisk naše knjižnice je presenetljivo. V bistvu sem zelo vesela, sem delala kar nekaj statistik zdaj in razen tega, da smo seveda marca in aprila, ko pač je bila knjižnica zaprta, maja imeli še malce slabši obisk, smo sedaj na številkah iz preteklih let ali pa recimo junija so bile celo veliko višje kot v preteklih letih, tako da smo res veseli, kar je dokaz, da nas uporabniki pogrešajo, da nas imajo radi, da nas radi obiskujejo in da so knjižnico pač si želeli. V celotni mreži knjižnice imajo sedaj nekaj več kot 165 tisoč enot knjižničnega gradiva, v krški enoti jih je okoli 106 tisoč. V lanskem letu so nekaj gradiva namenili za posavsko potujočo knjižnico, ki bo kmalu začela z delom. Splošna bolnišnica Brežice je konec avgusta zaključila s prenovo bolnišnične lekarne, v sklopu katere so uredili tudi nov vhod za specialistične ambulante in tiste paciente, ki so naročeni na posege. Stari vhod v bolnišnico je zdaj namenjen dostopu v specialistične ambulante, medtem ko preko urgentnega centra odslej vstopajo le tisti, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč in pacienti naročeni v specialistične ambulante, ki so gibalno ovirani, saj v novem prostoru nimajo dvigala. Sicer pa je povsem prenovljena lekarna, v sklopu te investicije je formirana centralna administracija, nov sprejem pacientov z informacijskim pultom, tako da računamo, da bo to prispevalo k dvigu kakovosti storitve. Kot dodaja Hribarjeva, je pomembno tudi to, da se ne mešajo tisti, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč in naročeni pacienti, kar so bile tudi zahteve določenih inšpekcijskih pregledov. Uredili smo pa tudi ustrezno požarno varovanje, javljanje celotnega kletnega dela objekta, tako da je to za nas velika pridobitev. Vrednost investicije je okoli 850 tisoč evrov, sredstva je zagotovilo Ministrstvo za zdravje. Smo pa že podpisali tudi pogodbo z izvajalcem za dokončanje centralne intenzivne terapije in pa novega radiološkega oddelka. Ta investicija se pričenja konec tega tedna. Vrednost te je 1,5 milijona evrov in tudi sredstva za to investicijo v celoti zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Nadaljujemo v Dolenjem Boštanju, kjer poteka sanacija kanalizacije. Ta zajema ureditev dotrajanega javnega kanalizacijskega omrežja na 3 odsekih oziroma v 3 ulicah. Kanalizacija na območju Dolenjega Boštanja je precej dotrajana in nujna za prenovo. Grajena je bila pred skoraj 50 leti in sicer z udarniškim delom tistih stanovalcev, ki so tam gradili stanovanjske hiše. Trenutno se obnavlja kanalizacija v 3 ulicah, pod 3 javnimi potmi, med hišami v Dolenjem Boštanju, v tem novem naselju, kot mu pravijo.
dela potekajo v višini dobrih 80 tisoč evrov, vendar gre za precej zahtevne posege, glede na to, da je v teh ulicah združena vsa komunalna infrastruktura in da je ta prenova res nekako stisnjena. Zelo smo veseli, da je do tega prišlo, da bo končno rešen, ne bo tak voda, ki drvi z brega dol, ne. Bolj varni bomo, ne? Pa sigurni. Veliko krajanov hkrati ureja lastna dvorišča in ukinja greznice. Kaj ćemo zdaj? Tako je prišlo zdaj, da bomo mogli. Čeprav smo že tako stari, da nam ni potreba, ne? Ampak, če mlad domet, pa moramo mi tudi pomagati. Izvajalec za ta dela mora nekako biti usklajen z lastniki hiš, da lahko vzporedno te stvari urejajo, kar sicer ni v domeni občine, zagotovo ne, je pa zelo zahtevno za izvajalca, da to nemoteno poteka. Kanalizacija bo umeščena pod javnimi potmi z navezavo na obstoječ kanalizacijski sistem občine Sevnica. Dela bodo dokončana že v septembru. V Sevnici pa bo kmalu stekla ureditev Prvomajske ulice, in sicer od zdravstvenega doma do križišča nad Kopitarno. Poglejmo izjavo. Ureditev Prvomajske ceste od zdravstvenega doma proti Kopitarni ali pa proti bazenu je bila res potrebna. Ne samo ceste, še nujnejša oziroma bolj potrebna je ureditev podzemnih vodov, kanalizacije in drugih vodov. Investicija v celoti obsega preko 300 tisoč evrov, tako da bodo prenovljeni vsi podzemni vodi in tudi pločniki in asfalt. Nekoliko še usklajujemo samo križišče pri zdravstvenem domu, kjer je želja v prostor umestiti krožišče, ki bi izboljšal prometno varnost, tudi pretočnost prometa. Dijaki šolskega centra Krško Sevnica in gimnazije Brežice so raziskovali, programirali in ustvarjali na 5-dnevnem poletnem taboru energetike. Tokratna naloga je bila izdelava robotske roke, ki simulira dvigovanje in spuščanje gorivnih celic v jedrskem reaktorju. No, tole je taka miniaturna robotska roka, narejena iz mikrokrmilnika Arduina, ki se čisto enostavno sprogramira prek računalnika, tako da recimo predstavlja izvijač iz enega mesta na drugo. Poleg programiranja so mladi osvojili veščine 3D načrtovanja in 3D tiskanja. Zdaj sem že tretjič šle, so me povabili osebno tudi. Mislim, vsak let je zanimivo, rad pridem. Gimnazijka Kristina se je tabora udeležila prvič. V bistvu sem našla reklamo za tabor na internetu in sem se odločila, da bom šla probat, ker še nikoli prej nisem nič takega počela. Od začetka mi je bilo zelo težko, ker nisem razumela, kaj delam, ampak zdaj mi je zelo zabavno, ker sem se veliko novih stvari naučila in tudi počasa začenjam razumeti. Ja, namen taborja, poletnega taborja energetike, dejansko dijake navdušiti za energetiko, za tehniko, nenazadnje za modeliranje, 3D tiskanje, programiranje mikrokrmilnikov, tako da dijaki spoznajo neke osnove tehnike in energetike. Tem temam pozornost posvečajo vsako leto. Poletni tabor energetike je namreč Fakulteta za energetiko v sodelovanju z Gen Energijo tokrat pripravila že 3. leto zapored. Zamisel o taboru pa pravzaprav izhaja iz Genovih poletnih delavnic. Zdaj 3. leto izvajamo zelo popularne, lahko rečem, delavnice, sodeč po odzivu dijakov in prav se trudimo, da vedno vsak izdelek, imamo en tak izdelek, vsako leto eno rdečo nit, da povežemo s kakšnimi energetskimi temami. Tako smo recimo prvo leto imeli obnovljive vire energije in izdelavo sončnega sledilnika, potem smo prejšnje leto šli na elektromobilnost, ki je zelo aktualna. Tukaj smo zdaj v bistvu pri robotih oziroma avtomatih ali robotski roki konkretno, ki je tudi lahko uporabimo. Mi smo si zamislili s to robotsko roko letos bomo v bistvu polnili sredico, gorivno sredico, reaktorsko sredico z gorivnimi elementi. Mentorji opažajo, da se mladi odlično znajdejo pri reševanju praktičnih izzivov. Navdušeni so bili tako nad njihovim znanjem kot nad delovno vnemo. Njihovo znanje je zelo presenetljivo, uspešno, odlično. Dejansko smo jim le na začetku podali nekaj osnovnih informacij, osnovnega znanja, potem pa sami dejansko celo popoldne modelirajo, programirajo, tako da v nekih trenutkih celo presegajo naša pričakovanja.
Pa kot bivši pedagog, ki sem delal na šoli, vem, da recimo med poukom fizike, ko je zvonc bil, takole so stekli ven, ne, ko mi čakali, da je konec, tukaj pa pravzaprav in na malico moramo terati, ne. Opozorimo take, ki ostanejo še, gledajte malice, zdaj pojdite na malico, pa potem vidimo, da dejansko da je interes velik. Nič ni nenavadnega, da tudi v preteklih letih se je dogajalo, da v bistvu pridejo že zjutraj rečejo, gledajte, tole smo programirali še kar globoko v noč, ne, naredili smo na našem 3D tiskalniku, ki nekateri imajo doma še takšen kos, se pravi, ko vidiš v bistvu takšno dejanje, potem veš, da si na pravi poti, ne. Interesa za sodelovanje na taboru je vsako leto več, vendar so zaradi letošnjih posebnih razmer omejili število sodelujočih dijakov iz gimnazije Brežice in šolskega centra Krško Sevnica. Kot kaže, se z novim šolskim letom ne poslavljajo le počitnice, ampak tudi poletje. Ob skorajšnjem začetku jeseni smo se pogovarjali z ljubiteljskim vremenoslovcem Brankom Slivškom iz Leskovca pri Krškem. Branko Slivšek se s preučevanjem vremena ukvarja že od leta 2006, ko je nabavil vremensko postajo. To je še od stare postaje oddajnik, ne obratuje več. Sedaj imam pa novo postajo, Oregon, in ta je profesionalna postaja in nudi zelo točne podatke. Slivšek, sicer upokojenec, vsak dan odčita podatke in jih objavi na svoji spletni strani. Najvišja temperatura, ki jo je zabeležila njegova vremenska postaja, je 40,4 stopinje Celzija. Bilo je 8. avgusta 2013. No, v letošnjem poletju tako visokih temperatur nismo imeli. Letošnje poletje glede na lansko leto odstopa toliko, da je letos bilo 30 dni nad 30 stopinj vročih dni. V lanskem letu je bilo pa 65, tako da je enkrat manj vročih dni. Sokrajani ga pogosto sprašujejo, kakšno bo vreme. Ga pa tudi redno opazijo pri vremenski postaji. Količino padavin meri s pomočjo lijaka. Tukaj padajo noter padavine in v tem ta lijak imam pozim ogrevan, tako da mi sneg stopi in se pokaže potem kot padavina, ker se steče tekočina dol. Brezžični oddajnik prenese podatke v računalnik. Meri tudi veter, ki je na stebru 10 metrov višine. Ja, tole imam pa eno posebno pripravo, ker moram rešiti težave z vetromerjem, ker mi je vsako drugo jutro pajek naredi mrežo gor in mi tale vetranco zrihta, da se ne obrača več. In moram tole rešiti, evo, in zdaj se zopet vrti. Branko Slivšek sicer ni pristaš dolgoročnih napovedi. Ker pravzaprav to, ki se lahko opiramo samo na statistične podatke. Zdaj, kjer bo zatrdno rekel, da ve, kakšna bo zima, ne, to je čisto ugibanje, to ne drži. Zato nam je raje zaupal napoved za ta teden. Predvidevamo, da bo ostala temperatura nekaj čez 20 stopinj, ampak to je kar prijetna temperatura. Za konec poglejmo še na splet. Sledi pregled najbolj branih novic minulega tedna na portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, spremljali ste Posavski tednik. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjega torka.